Ana Jurc in Igor Harp, zelo sem vesela, da vaju spet vidim v tej zasedbi po skoraj natanko 2 letih. Dobrodošla, kako sta? Živijo, v redu. Živijo, zelo fajn. En hiter follow-up, ko smo tukaj sedeli decembra leta 2019, smo rekli, da se napoveduje povratek linearne televizije, ampak se še vedno gledamo na mah, sploh po obdobju korona krize ali pač? Ja, jaz tiste serije, v katere me recimo HBO sil na tedenske odmerke, sem kar jezna na nje. Igor, tvoje navade po 2 letih? Ne gledam vsega na mah, zato ker običajno nimam toliko časa, da bi pogledal več kot, 2-3 epizode. Linearno televizijo pa praktično uporabljam ono funkcijo snemanje, ki mi da 1 mesec časa, da pogledam za kakšne filme ali pa serije, ki so na TV-ju in potem temu sledim. Jaz sem šel pa v nasprotno smer, jaz pa zdaj gledam Hit, ki je res fajn film. Mislim, da že 3. dan, pa sem v 1:20, tako da. Jaz pa skoraj več spet ne prižgem največjega ekrana v stanovanju. Je pa to še vedno odbita, dobita, dober dan. Ja, mi da smo Maruša in Anže. Ker je december, bomo praznovali praznik vroče čokolade, kavča, gledanja v zaslon, nekje na toplem, absolutno. Danes torej zato nimava 3 tem, imava pa 3 kroge. Anže, kaj bomo počeli? Nabor stvari, ki se jih splača, vprašaj, pogledati. Zato sva tudi povabila že spet Ano in Igorja, 2, ki pač veliko več gledata kot povprečen človek. To sta si sama zbrala, ker imate take službe, da bomo tako zgledali. Ampak, oziroma sta 2, ki lahko v službenem času gledata stvari, zato zelo dobrodošlo. Ja, naredili bomo 3 kroge filmov in serij, ki imajo rade ali pa ne tehnologijo. Pri Ani bomo videli, da je ta zelo natenko namazana, ampak jo odpustimo. Ampak, ja, da res naredimo en taki zbor, bi rekel Jagoni, mislim, da to ni to, no. Bolj zanimiv izbor za pogled čez praznike. Ne? Ok, decembrski izbor v 3 kategorijah, mainstream, indie in ultimativni hit, ki je zaznamoval morda mogoče tudi resnično življenje tehnologije. Iščemo odbite predloge in predlagam, da začnemo. Vrstni red prvega kroga bo takšen. Ana, Igor, Maruša, Anže, se strinjamo? Odbita, dobita. Klasično zadnji, jaz sem za. Povej, Ana, torej v prvem krogu gremo na začetku mogoče k najbolj poznanim, mogoče še vedno aktualnim, torej nekim mainstream predlogom, film ali serija. Torej, jaz se zavedam to, kar je bil ravno kar očitek izrečen na moj račun, tako da lahko moj prvi krog opravimo v 3 stavkih. Jaz sem samo iskala način, da pač v resnici, ker smo se ravno kar pogovarjali o linearni televiziji, sem se spomnila, da je v resnici ena sama stvar, ki ne pustim, da mine cela sezona, pa potem pogledam naenkrat, ker zame je to v bistvu način varčevanja s časom, ker lahko sama zberem, kdaj imam 6 ur. Tako to so pač te upravičila, ki jih sami sebi dajemo. V glavnem, ampak pri nasledstvu Succession na HBO pa ne morem, pa pač najdem vsak ponedeljek dopoldne tisto 1 uro in se prisesam na ekran. In zdaj, aj to serija v tehnologiji, mislim, zelo tehnično, pač ta velika dinastija, Logan Roy in njegovi otroci so pač na čelu nekega ogromnega imperija medijev. Ne? In pač mislim, da vse ima serija ogromno povedati in se ukvarjajo recimo s kupovanjem tech podjetij, prodajanjem tech podjetij, namernim uničanjem teh podjetij, samo zato, ker jim pač to na pamet pade. Ampak dejstvo je, da pač ne gledamo te serije, po mojem, nihče zaradi nekih njenih blaznih uvidov v naravo tehnologije, ampak zaradi pač uvidov v naravo človeka. No? Ampak mislim, v trenutni sezoni se mi zdi precej zanimivo, da kako eksplicitno grejo na to, da so pač lahko take velike medijska companies, ne vemo, zakaj v bistvu ta Waystar Rojko, kaj vse ponazarja v resničnem svetu, da kako so to v bistvu te pregovorni kingmakeri, ne? Kako se serija dejansko reče, da se pač vplivni ljudje dobijo v eni sobi in izberejo naslednjega predsednika Amerike. In recimo zveni kot teorija zarote, ampak. A pa zdaj, ker že po 2 letih, ko si spet v odbita dobita, že spet Succession, mislim, tako si s takim žarom. Ani grozen.
Meni se zdi to čisto legitimno, ampak kam bi ga ti dala, ne? Ker gre za HBO, gre za nekaj, kar je v resnici hit tam, ne? Tako, kam bi ga pa ti dala v to paleto pač od HBO-a? A ni jasno. Za Ano je, mene to ful fascinira, ker ti si redko ful navdušena, no? Saj to, kar te jaz berem, je zelo redko. Ja, pa iskreno zdaj se mi zdi, da me mal mogoče naprej nesejo lastna čustva in ta investment, ki sem ga dala v serijo, ker pač počasi ne bom več mogla zatiskati oči pred tem, da se rahlo ponavljajo, da malo umetno držijo to napetost tega, da je pač podjetje pred popolnim kolapsom. Stari foter bo pravkar ga bo kapil in umira, ampak točno to. Se malo igramo z potrpljenjem gledalcev. No. Ampak jaz v resnici nisem fan teh mega uspešnic HBO-a, teh vintage žene, tipa Sopranovi, The Wire pa to, ampak mislim, da sem po moje že priznala, da nikoli nisem prišla do konca Breaking Bad, Igro prestolov, prezirala, res nisem marala te serije. Tako da to pa so pa že ti zelo veliki igravci, ki jih pač tako mirno odpišem. Ne? Ja, okay. Igor, tvoj predlog. Če smo že pri HBO-evih serijah, pa imam eno, ki ni toliko nahajpana in sicer je dokumentarna, Vzela me bo noč. Gre pa za serijo o amaterski detektivki, ki je raziskovala serijo umorov in morilca, ki je pestil različna mesta po severni Kaliforniji v 70. in 80. In sicer ga ni odkrila nikoli, ampak so pa njeni članki in prispevki na blogu in kasneje tudi knjiga, ki jo je pisala, pripomogli k tem, da se je dvignila popularnost tega, da je pač iz pozabe vse te umore in posilstva pripeljala. Kdaj to ni popularno, serijski morilci? Ja. No in potem je policija dejansko uspela z sodobnimi tehnologijami odkriti človeka. Ne? In sicer, kako je tudi tehnologija, zdaj, no, kot prvo ona je pač pisala blog in ko je ona začela pisati blog, je to bilo še zelo high-tech. Michelle McNamara je bilo ime. In kot drugo je pa uporabljala, ona je pač nekako dobila dejansko policijske arhive, zato ker oni niso že desetletja raziskovali tega. Ne? In je dobila tam fotografije, kar je tam morilec ukradel, recimo, in so bile, ne vem, neke broške, je bil dosti natančno pisal, pa mogoče celo fotografija, in je potem z Googlom iskala po eBayu in drugje, kje se da to dobiti. In je potem preko teh nekih predmetov prihajala do sledi, kje bi lahko bil, kje se je nahajal, kak poklic bi lahko imel človek, ki se je v teh različnih mestih pojavljal. Ne? Tako da z tega tehnološkega vidika dobiš en zelo zanimiv pogled v to, kaj vse lahko izvemo o stvarih, ki pač prej nismo mogli. Ne? Hkrati je pa to potem tudi zgodba, mislim, kot prvo, zakaj je toliko dobra serija, je, ker je fokus res da na njej, ampak primarni fokus pa je, kako se ona osredotoča na poročanje o teh umorih. In tukaj je bistvo, da nikoli tega morilca in tega, kako je on premeten in tak dalje, ne daje v spredje, ampak vedno, kako grozna stvar je to, ki jo on naredi svojim žrtvam. Pač, kot sem povedal, je pomagalo, ona je dejansko spodbudila policiste, da so raziskovali dalje. Še se zaključi s tem, kako se te žrtve srečajo in dobijo in izmenjajo zgodbo in kako grejo dalje. Tako da, kar je spet nekaj, kar jim tehnologija omogoči, da se danes spoznajo in dejansko po 30 letih, 40 prebrodijo te grozne stvari, ki so se jim zgodile. Torej, tehnologija v tem primeru nastopa kot nek pozitiven dejavnik, nekaj, kar je rešilo situacijo mogoče. Poglej, Maruša, pa je to ta morilc, ki ga nam ga nakazuje oziroma nam ga pač tako plasira serija Mindhunter, a ne? Je to Ne, ni isti. Ne, to ni BTK. Jaz mislim, da to ni ta človek. Žal so pomešati svoje serijske morilce. Ja. Žal so jih Američani imeli čist preveč. Jaz sem to dejansko pogledal. Tudi zato, to sem zdaj grozno slišal, ker je ta ženska bila žena od Petona Oswalda, tako sem jaz to zvedel. Tako tudi jaz vem za njo. Ja, tako, ampak moram reči, da jaz nisem fan teh true crime stvari, jaz to pač ne morem gledati že zaradi svoje duše, ampak to tako ponovadi je ful naslajanja, kjer se pa strinjam, da če že od
od vseh teh true crimeov, vsi poznamo te kabelske kanale, ki jih nihče ne bi smel gledati, ne, je ta mogoče res 2 štenge višji, no, tako narejena z več občutka kot oddaje z naslovi Women Who Kill in podobno, ki so res grozne. Meni so načeloma te teme kar všeč, hvala Igor. Vsi predlogi so v zapiskih. Moj komercialni, naprimer mainstream, bolj znan letošnji predlog je Netflixova serija Clickbait. Gotovo jo poznate, ali pač? Ja, jaz sem jo pogledala takrat, ko je vam prišla, kdaj je bila to v prvi polovici leta že, ne? Skratka, letošnja miniserija, ki jo lahko vidite na Netflixu, zelo na kratko, brez kvarnikov. Na spletu se pojavi posnetek moškega, ki je sicer navaden, dober človek, oče, odličen in uspešen sodelavec. Skratka, vse ok z njegovim zasebnim življenjem in potem ta isti on krval z napisom v roki na posnetku, da je spolno zlorabljal ženske in da, ko bo posnetek dosegel 5 milijonov ogledov, bo on umrl. Meni se je zgodba zdela dobra, čeprav poteka vse skupaj linearno, smo zgodbo spremljali z različnih zornih kotov, s pogledi, z očmi, z možgani ljudi, ki so temu človeku blizu. Zdela se mi je zanimiva zato, ker je zelo, zelo podobna realnosti, v kateri živimo, zelo strašljiva. Takoj, ko se je posnetek pojavil na spletu, so ga seveda vsi gledali. In so seveda vsi brez kakršnega koli preverjanja dejstev, tudi vključno z mediji, velikokrat se je pojavil javni pogrom nad njim in nad njegovo družino. Tudi v Sloveniji so se že taki primeri končali slabo, realni samomori zaradi spletnega javnega linča in zato se mi je pač ta primer zdel primeren za decembrska odbita priporočila, ker prikazuje tehnologijo, kot jo poznamo danes, in posledice rabe tehnologije v družbi, ki so danes vidne na vsakem koraku, ne samo v izmišljenih serijah. Ampak to je bila ena od unih serij, ki ja vem, da sem jo pogledala do konca. Iskreno, če me zdaj vprašaš, nisem prepričana, aj Adrian Grenier, se itak ne delamo spoilerov, aj kriv ali ne, nisem več prepričana, pa sem stvar pogledala do konca. Zdi se mi, da je to mal primer tega, ker nas Netflix je pod tem pritiskom, da nas zasipa z ogromnimi količinami vsebin in je to tako, Prav tale koncept linča se je še potenciran v aktualni Netflixovi seriji, tudi letošnji Hellbound, korejski, kjer v bistvu pač neko nadnaravno bitje se pojavi in človeku pove, da bo umrl, da bo šel v pekel. In potem obstaja en kult, ki po YouTubeu daje in pač doksa te ljudi in hoče izvedeti, kaj so bili njihovi grehi in potem pač množice ljudi napadajo vsakogar, otroci izdajajo starše zaradi najbolj banalnih stvari, kot to, ne vem, da je ja, moj očka si zasluži iti v pekel, ker je uporabil službeno kreditno za sendvič in podobno. Ne? In je zelo dobra nadgradnja te ideje v pač bolj horror varianti. Ja. Ok, super. Se pravi, vsa uradna priporočila dajemo v zapiske in vse, kar se še zgodi vmes med pogovorom. Anže, tvoj prvi predlog v prvi kategoriji. Ja, dajmo malo iti na gor. Dajmo. Wow, kam smo? Super. Vesel Božič. Če obstaja en film, ki je že v 90-ih, vsaj računalnike, pa hekerje, pa vse ostalo, predstavil na tak zabaven način, pa ne kičast način, ne, so to Snickers. Spravo, to je film z Robertom Redfordom in pa Sidney Poitier. Se je še par super igralcev noter, ne, da ne bo, pa Ben Kingsley, ne, pa vse ostalo, ampak je res tak film o računalnikih, kjer ne sedijo ljudje s kapucami in hekajo, ampak pač neki ljudje, ki znajo to početi, se jih malo najame, potem je seveda nek osebna zgodba, ampak tisto, kar je meni zanimivo, je, da tudi če ga zdaj gledaš, vse tehnologije, ki jih tam not uporabljajo, še kar stojijo. No, iz katerega leta je? Mislim, da je kaj, 96. Ja. In še kar nekako stoji. Celo prepoznavanje glasu je noter zelo zabavno v bistvu uporabljen. Hekanje kot tako, problem z državnimi infrastrukturami, ne bančnim sektorjem. Vse to, kar zdaj nekako
se nam dogaja, ne, kar tudi mi v odbiti nekako spremljamo, je tam nekako že tako kar predstavljen. Sicer seveda vsi tipkajo na res dobre tipkovnice, moram reči. CRT monitorji so, ne, ni glih LCD, še enkrat leta 96, ne. Ampak tako, moram reči, da še ful stoji, no. Jaz sem ga tako kar z mal strahom pred leti že spet gledal, je super film, je. Res je, ker moram reči, da sem večinoma kar razočaran, čim vidim, da so hekerji v filmu, me mine, no, ker res ni. No, iz tistega obdobja obstaja še net, mreža, Sandro Bullock. Ne, a se je ti zdaj postaral? Hacker se za Angelino Jolie. Ja. Tudi je film. Ja, obstaja. In slovenski prispevek Hackanju Patriot, kjer v jedrsko elektrarno not in mislim, da tam je kulten hekerski stavek, kjer mama glavnega junaka reče, to je on, prepoznam njegov stil hackanja, nekaj podobnega. Da smo patriota lahko menili, ampak ja. Se ne zgodi. Malo je priložnosti. Zdaj ugotavljam, da ne vem, če so ravno mainstream predlogi, mogoče bom preoblikovala prvo kategorijo. Mislim, preimenovala prvo kategorijo. Gremo k drugi. Odbita, dobita. V drugi se ne nujno, da se lotimo zadeve strašno drugače, ampak mogoče, če smo zdaj omenjali serije in filme, ki so bolj dostopni, ki so bolj znani, poiščimo zdaj nekaj, kar je bolj indie, kar ni nujno prevod za alternativno, ampak saj veste, kaj mislim, no? Ana, spet si prva. Aha. Moj predlog je Videodrom, režiserja Davida Cronenberga, ki ni neko obskurno indie ime, tega se zavedam, ampak samo iz razloga, da je film iz leta 1983, mogoče ga nima vsakdo popolnoma sveže pred očmi. Ja, ker se poslušalci odbite, mogoče še niso rodili, ampak je. Tako. Jaz sem se, recimo. No, v glavnem, torej, tehnologija, ki je tukaj v ospredju v tem filmu, je videokaseta, kar se morda zdi absurdno, ampak mogoče ravno ta zastarelost te tehnologije potem počrta, če film gledamo z današnje perspektive, koliko je bil resnic vizionarski in kako se ukvarja z nekimi temami, ki pač so realne. Ne? Jaz zdaj ne vem čisto natančno, kaj je takrat znanost poznala, ampak v zadnjem delu filma si glavni junak nadane na glavo nekaj, kar je pač ta VR čelada, definitivno. Tako da to si izmisliti, sigurno predanje obstajali, se mi zdi, pred obstojem, recimo pred razširjenostjo interneta, ampak je ideja zasvojenosti z internetom je tukaj. Pač ne imenuje se internet, tudi ideja, da preneseš svoje spolno življenje, potem pa v resnici celo svoj obstoj v televizijo v tem primeru, ampak recimo v pač neko virtualno življenje. Ne. Tukaj en antagonist v tem filmu reče, v prihodnosti bomo vsi imeli neka svoja posebna imena. Ja, online imena, točno tako. V glavnem, mogoče sem začela preveč na sredini, to je film, o katerem James Woods, kar je v bistvu tudi zelo zanimivo, če zdaj gledamo z perspektive, kaj danes pomeni James Woods. Je tudi šel v neko alternativno resničnost spletno živeti. No, kakorkoli. James Woods igra direktorja neke majhne podzemne televizijske postaje, ki vrti predvsem pornografijo in nasilje in take zadeve. In s pomočjo svojega dežurnega pirata nekako ujame signal nečesa, kar najprej misli, da je snuff film, Videodrom, ampak v resnici potem izkaže, da je to poskus neke manipulacije prek signala televizijskega, da vsak, ki to vidi, potem v njem to mu sproža halucinacije, recimo, in tumorje. In na prvi pogled se zdi, da v bistvu Cronenberg načenja to debato, ki je pač dolgo let se vlekla med ali nasilje v filmih pomeni neke vrste katarzo, nadomestilo za dejansko doživljanje teh stvari v življenju, ali pa nas pač v bistvu desenzitira in vodi do nasilja v resničnem življenju, kar se zdaj zdi mogoče neumna hipoteza, ampak takrat mislim, da je določene raziskave so podpirale to, da bi lahko nasilje, ki ga gledamo, privedlo do dejanskega nasilja in off-topic ali pa ne, on-topic, ampak če se usporedno preselim, letos je bil na Lifu nek zanimiv film Cenzorka, režiserke,
mogoče mi bo Igor pomagal, Neke Rano ženske. Bailey Bond, mislim, Ja. da britanska režiserka, ki v bistvu obravnava ta čas, na katerega mislim, da se tudi Cronenberg navezuje, torej čas, ko so bili videonastis, torej filmi, za katere so pač cenzorsko telo menilo, da so pregrozni za neko splošno distribucijo, so šli na VHS in so se tako distribuirali. Ne? Pa James Woods, to je vedno draw, ne? Mislim, pa dobro, pustimo to, ampak Debbie Harry, tukaj pa lahko rečemo, da ta casting odločitev se pa ni slabo postarala. Ja, veliko je vzporednic z romani gibanjem v znanstveni fantastiki Kiberpunka, ki se je takrat razvijalo. Tudi pač, ampak oni so dejansko že pisali o nečem, o računalnikih oziroma videoigrah in tak dalje. Je pa potem zanimivo, da je William Gibson, ki je glavni predstavnik tega, v kasnejši eni knjigi svoj imel neko pač v prihodnosti nek kult, ki čestijo Davida Cronenberga, samo njegove filme gledajo, z izjemo prav videodroma, ki je pa prepovedan. Zakon. Zdi se na prvi pogled, da se film postavlja na stran debate, da pač ja, absolutno nasilni filmi te zmešajo tvoje možgane na nek način in ti zelo očitno škodujejo, ampak potem nekje kot skoraj uspod se pa postavi razkritje, da so bili tukaj samo pornografija oziroma snaf filmi so bili samo določen izbran, zato ker so ciljali to ciljno publiko, ampak lahko bi pa signal ta halucinatorni poslali tudi preko glasov ali pa nakupovanja, tako da ne, je to tukaj tak zanimiv obrat in pridemo potem do neke take skrajne ideologije, da te ljudje, ki proizvajajo videodrom, hočejo v bistvu očistiti svet iz prevrženih ljudi, ki bi sploh hoteli gledati videodrom, v glavnem. To je tak vintage Cronenberg. Ja, res. V glavnem, Igor, lahko imaš kaj novejšega, ko smo se že rodili, ali tudi, če ne, tvoj predlog v drugi kategoriji, ki je alternativni indie, nekaj, kar ni tako zelo znano. Ja, tule bi dal eno desetletje kasneje kot Ana, in sicer film Zadnji dnevi je bil slovenski prevod, je bil tudi v kinu, Strange Days je izvirnik. Gre pa za film, v katerem je tudi v fokusu ena taka posebna sci-fi tehnologija, in sicer gre za tehnologijo snemanja video in nekega doživetja človeka, ki se potem lahko drug človek priklopi in to podoživi. In tudi tukaj je glavni junak en tak shady možakar, ki ga igra pa dost mlad Ralph Fiennes. In sicer on preprodaja ilegalne teleposnetke, recimo kak po naročilu ponavadi, kak seks z kakimi lepimi dekleti ali pa kaj podobnega, naleti pa potem tudi na snaf posnetke, torej ljudje, ki umrejo medtem, ko se snemajo. Ne? In s tem sprva noče nič imeti, ampak kasneje ugotovi, da ljudje, ki umirajo, glavnem pač se spostavi cela ena taka noir kriminalka. Kar je pa potem potencirano vse skupaj, pa ko ugotovi, da obstaja serijski morilec, ki si nadane snemalno napravo in predvajalnik hkrati da svoji žrtvi, medtem ko jo ubija. Se naslaja na tem, kako žrtev doživi svojo smrt skozi oči unga, ki ubije. Skozi oči morilca. Okay. Kar je spet na gor, Igor, super. Kar je precej grozljivo. Na to se pa tudi navezuje film od Cronenberga, ampak drugega Cronenberga, njegovega sina. Se spomniš, Possessor je bil naslov, samo polaščevalka, mislim, da je bilo, ampak je bil pa tudi nek koncept neke futuristične tehnologije, s katero pač lahko nadaljavo ubijajo s tem, da pač morilec je v neki komori, ampak se potem polasti telesa nekoga, ki je blizu tarči v njegovem resničnem življenju, torej in ga potem ubije in potem zapusti njegovo telo, torej je to perfect crime. Točno to, ker je pač zločinc tam, ampak ja. Jaz tudi razmišljam o tem, da sem po mojem v nekih novejših stvareh videla že kaj takega, ta ideja, no, z očmi nekoga drugega, z pomočjo neke nadvisoke tehnologije, tako da zdaj vem, očitno je ideja že precej stara. No, je pa pri Strange Days zanimivo, da film je nastal 95. in se dogaja v daljni prihodnosti 99. Ker je potem pa še
tale element vključen, da so rasni nemiri, ki so identični, kot so se pač lani odvijali z Black Lives Matter, je tudi ta pogled zelo zanimiv. Ralph Fiennes je v tej vlogi zelo dober, čeprav se rabiš nekaj časa, da se navadiš, da ima dolge lase. Pa zraven je še, pa bo zabotala igralka, ki je Tina Turner igrala v biografiji, Angela Bassett, super. Film je pa režirala Bigelow, ne? Catherine Bigelow, ja, točno. Tako da, mislim, je ena taka zelo zanimiva klasika iz 90-ih, zelo dober pogled na ta neki kiberpunk. Odbit predlog, super. Jaz bom kot moj indie predlog predlagala nekaj, kar sem videla v zadnjem času. Verjamem, da navdušenje izhaja tudi iz tega, da sem po ne vem kolikem času bila v kinu na otvoritvi festivala Liv, kar se mi je zdel en tak lep trenutek. Pravi moški je film, ki ne vem, če še kdaj še kje si ga lahko poslušalci ogledajo. Skratka, prvi otvoritveni film letošnjega Lifa, nemški film. Glavno junaka zgodbe sta raziskovalka, samska ženska, realna ženska in robot. Humanoidni robot, ki je videti kot človek. Robot ne samo, da je videti kot človek, ima že ogromno človeških funkcij, ima čustva na trenutke, če sem prav zaznala, in čeprav se človek realni zraven njega zelo dobro zaveda, da se naprimer ne sme zaljubiti v njega ali razviti kakšnega drugega globjega odnosa, ker je vendarle na drugi strani robot, se ta človek, ta ženska temu zelo težko upre. Tudi zabaven film, najbolj se mi je pa mogoče vtisnil v spomin del, ko ona, ta ženska, torej človek, ugotovi, kolikokrat so jo ljudje realni v življenju prizadeli, razočarali, ampak da je to tudi pač enostavno edinstvenost ljudi, da taki smo, nismo samo dobri, se pač vendarle na koncu nismo roboti. Zelo poetično na koncu Marušamo. Ja, Ana, všeč mi je bil tvoj podnaslov članka, ki si ga napisala v tem filmu, hibriden film o hibridnih odnosih, zagotovo v hibridnih časih, označila si ga pa z oceno 3 od 5. No, tako da, srednjo všeč mi je bil. Oprosti. Mislim, da je ta film dobil nagrado Art Kino mreže na Lifu, ne vem pa, če to pomeni, da potem bo distribuiran. No, torej bo na sporedu Art Kino mreže. Poglejte v kine po Sloveniji. Tako. Meni osebno se v bistvu to ni zdel dobro. Kdo sem zdaj, da se oglašam, ker sem vam pač nasledstvo spet uturila, ampak ne zdi se mi, da bi bil to film, ki se zares ukvarja s tehnologijo, se mi zdi, da je to samo film, ki je mogoče iskal mal drugačen pristop k romantični komediji in je v bistvu govori o zaljubljanju in o vprašanju, a nam je dovolj, če se nekdo obnaša idealno, ker pač ne vem, če lahko naredimo, jaz osebno nisem naredila zaključka, da ta robot razvije čustev, ker jih pač po definiciji ne more, torej ne razvije čustev, ampak a je zame kot uporabnico dovolj, da ima pač popolnoma videz tega, da se obnaša, govori, reagira tako, kot si jo želim, ali vendar pričakujemo od ljubezni, da je dvosmerna pot, da ni samo jemanje konc koncev, na ta način. Tudi če ljudje razočarajo, ne? Ker pač taki smo. Pa na živce pa moram reči, da mi je šel ta stereotipna upodobitev, ker se pač igramo med kaj je človek, kaj je robot, da potem pokažemo to žensko, ki je pač absolutno seveda samska, predana svoji službi in ona je, razumete, na pol stroj. In to se mi je zdaj, v redu, prav. Plus pač jaz osebno, če bi snemala film o svetu, v katerem se na prvi pogled ne da ločiti androida od navadnega človeka, to bi bila definitivno grozljivka. To je pač grozen svet. Zakaj se vsi obnašate, da je to normalno? Mislim, v filmu. Zato ima dejta v Star Treku in puder. Da veš. Da so lahko tudi pozitivne zgodbe. Anže, film ali serija? Ja, film, že spet nekaj, kar sem imel na VHS-u, že spet iz 90-ih. Cube, kocka. Cheerful stuff. Ja, to je tudi. Zdaj sem gotovil, mi nimamo mogli dobrega mnenja o tehnologiji. Ampak cenim filme, ki je v scenarij ali pa v zgodbo ugrajeno, da lahko zelo poceni skozi pridejo, pa se nekje dogaja. Nič ni zunaj, vse je. Tako, to je pa film, kjer se pa že spet neki ljudje
znajdejo v eni sobi. Ta soba ima zelo genialno pač panele, tako da se lahko malo luči prižigajo, tako da cel film ne gledaš ene sobe, ampak to sobo v parih barvah in temi. Ne? Ampak ja, so pač ljudje noter dognajo, da so v bistvu v neki ogromni kocki, ki zgleda kot Rubikova kocka, ampak se ne obrača tako, ampak te sobe se nekako premikajo in povezujejo, vmes so pasti, lahko mrež. Na koncu je res en tak grozljivo klišejski, kdo preživi tega nam, kvarnika dela, ampak je tako pocen, da si jezen mal na koncu, da so šli na to. Ampak kar se pa vmes dogaja, pa že spet ti dialogi, pa ta neka tehno prihodnost, kjer je to sploh mogoče, da ta kocka jo pokaže. Notor je tudi, bom rekel, CGI, čeprav na VHS-u se to sicer niči svija. Ja, tiste kocko malce vidiš, ko se premakne. Ne? A ja, zunaj, ja. A je to bil model, a je celo kdo, ki je renderal. Na VHS-u je bilo čisto vse. Resolucija prenese vse. Mi je kar mal strah, če bi to gledal v nek Blu-ray. Boh ve, kako to zgleda. Ampak moram reči, tako, če prej smo Gibsona omenjali, ne, pa Cyber Highway, pa vse te zadeve, kle ni toliko interneta, pa tega, ampak gre za neko, kaj vse bi se dal s tehnologijo narediti, tak mal MacGyver moment noter, no, in me bo zmeram všeč. Pa še enkrat, film, ki te prepriča, da so to res v neki ogromni kocki, čeprav so zased imeli dobesedno eno sobo, kar se mi zdi kar hudo. No, ja, imeli so dejansko eno sobo in potem so za vsako sceno posebej morali čisto novo set narediti. Ampak meni je najbolj fascinantno, zdaj nočem spoilati razlog, zakaj obstaja ta kocka, če se spomniš. Ja, povej, no. Na eni točki pač ugotovijo, nekdo mislim, da od njih ve, ker je bil v razvoju. Ja, ker je delal na njej. Ne? Ja. In sicer gre za državni projekt, birokratski, ki so pozabili, zakaj ga delajo in potem so ga pač dokončali in ne vejo, kaj z njim. Ja. To je lepo. No? Obstaja nadaljevanje, 2 nadaljevanje, jaz sem drugo se potrudil pogledati, hiperkocka. Ne, pa ta, enka je okej. Enka je super. Enka je dejansko za pogled. Res, to ni tak joke izbor, sam to bi rad rekel, čeprav se sliši, ampak res je za pogled. Ful je dober thriller. Hypercube, ki je dvojka, ne, pa nisem gledal. Ja, Hypercube pa so se odločili, da kaj, če bi vse stvari, ki so nedorečene v kocki, potencirali pa dali nič odgovorov na to. Ja. In potem se dogajajo stvari, ki nima nobenega smisla, vsake toliko. Ok, samo enka gre v zapiske. Ja. Odbita do bita. Ok, še na zadnjo, največjo, najbolj pomembno kategorijo iščemo ultimativni hit. To ni nujno dejstvo tudi, da ga bomo našli. Skratka, nekaj, kar je mogoče imelo vpliv celo na resnični razvoj tehnologije v družbi, v svetu, v katerem živimo. Ana, izvoli, serija ali film? Kle, ona zmaga. Film, ja. To je pač goljufanje čisto. Ja, nekdo je mogel ja, prvi vem, na da je nekdo mail mogel, odgovoriti, ampak to je pač, žal. zdaj si ti to rekla, pa bomo mi vsi neke bedne predloge v resnici, ampak okej, povej. Torej Metropolis iz leta 27, ja, pač v redu na prvo žogo, ampak bi res lahko opravili cele, ne vem, koliko slabo uro pogovora, ne da omenimo Metropolis, torej to je v bistvu film o neki nemški medvojni družbi, se pravi po prvi svetovni vojni v že tem klimi, ki vodi v drugo, ampak seveda zelo futurističen film, ne? In to je zanimivo, to je bilo narejeno v času, ko je v bistvu komi beseda robot je bila še nova, ne? In do takrat, ne vem, okrog leta 1920 so dobili besedo robot in do takrat mislim, da so si predstavljali robote kot neke take velike hladilnike, škatle na ta način. In ne, zdaj pa kar naenkrat pa pride ta nora futuristična vizija, da lahko robot zgleda kot človek oziroma celo kot neka seksi privlačna ženska. Ne, in to je pač to schemo tega robota imamo potem ne še v C-3PO, po mojem. Mislim, to je ima zelo veliko vplivno, jasno. In tudi, če slučajno pač niste gledali Metropolis, imate zdaj možnost gledati neko blazno daljšo verzijo, ker se je pač, ne vem, nekje 10 let nazaj so se našli še neki posnetki in zdaj je film dosti daljši, kot smo ga mnogo let poznali. No, tudi če filma recimo niste videli, so ta prizor mesta, ki so pač nebotičniki, luči, prevozna sredstva, je pač postal v bistvu matrica za cel žanr. Ne. Tako da jaz ne vem, če je Metropolis vplival na dejansko življenje, absolutno je pa na cel žanr znanstvene fantastike ključno vplival. Ne. Še Batman filmi tako izgledajo, kako kaže. Menda Metropolis Supermanov se menda imenuje
zato ker so bili pač fani tega filma. Recimo je zato Metropolis. Pa Inception, tisti bloki, to vem. Ne vem, Blade Runner, če bi še kdo omenil. Ideja je mogoče celega filma, ki je pač ponavlja se kot moto, se pravi, da mora med glavo in rokami mora obstajati posrednik srce. To je stvar, ki je mogoče pač ne samo kičasta, ampak tudi malo zastarela, ker v bistvu je cel film prikazuje razredni boj med tistimi, ki imajo v pač rajskem vrtu in tistimi, ki nimajo in se dol matrajo pri mašineriji in na koncu je neka taka pomiritev med njima, ampak s tem, da seveda delavci ostanejo v podzemlju in delajo. Ne? Ampak in bajedno sem še se bom takoj odpovedala besedi, ampak menda, da so vodilni nacisti zelo oboževali ta film. In da je Dubo Fritz Lang je imel možnost na neki točki postati pač režimski nacistični režiser, kot jih je veliko postal, in da mu je Goebbels dal to možnost, čeprav je bila njegova mati Judinja, ampak je Goebbels rekel, mi se odločimo, kdo je Jud in kdo ne. In na tisti točki je Lang videl, koliko je ura in mislim, da je naslednji dan je zapustil Nemčijo. To bi še dodal pri Metropolisu to daljšo verzijo, ki so našli v Argentini, ker je Buenos Aires imel v 20 in 30 200 kinodvoran, kar se mi zdi fascinantna cifra za katerikoli čas, sploh pa za katerikoli, točno to. Jaz imam malo bolj sodoben film in sicer je naslov Iskanje, Searching. Je pa eden od med rastočim trendom filmov, ki so posneti zgolj na zaslonu. Glavni junak, ki ga igra John Cho, čaka hčerko, da bo prišla domov in ko zamuja, gre na njen računalnik in začne brskati po njenih stvarih, da bi ugotovil, kje je šla. In cel thriller je speljan kot pač search po stvarih na računalniku, po družabnih omrežjih, po klicih in vse je povsem realistično, ni fiktivne tehnologije tu not, vse je povsem izvedljivo, kar on naredi. Z tega stališča je zelo zanimivo, ker nikoli ne pogledaš na računalnik, koliko tvojih prstnih odtisov je, koliko se da o tebi ugotoviti, če ima kdo dostop do tvojega računalnika, telefona in vseh teh digitalnih profilov. Ne? Odlično je napisano, ful je napet film in ima tudi srečen konc. Tak, ja. Uporniško. Tako da to bi zelo priporočil. Je pa še pač, kot sem omenil, cel kup tovrstnih filmov, v glavnem so grozljivke, ki se tako odvijajo, ne vem kaj že, Unfriended, pa enih par, ki so celo nadaljevanja dobila, ki so dost manj vešča v uporabi tega medija. Tale film je res top. Ne? Drugi pristopi zadnje čase, ki uporabljajo neki ta, recimo, digitalno življenje kot na vizualnem mediju, vključujejo VHS, kjer je dost stvari pač iz roke posneto. VHS je serija grozljivk. Pa Hardcore Henry, ki je pa recimo posnet kot videoigra first person shooter, torej streljačina. In je tudi zanimivo, ampak tisti ima dost tako poceni klišejsko zgodbo in uporablja v glavnem zato, da pač ima en kup nekega nasilja. Tako da Iskanje, Searching. Okay. Moj ultimativni hit na tem področju bo Black Mirror. Sicer zelo na prvo žogo, ampak sem se zalotila, da potem, ko sem gledala epizode, sploh ne vem v resnici, če vse epizode vseh sezon, da sem se zalotila, da spremljam dogajanje iz Black Mirrorja v resničnem življenju zelo pogosto. Ena takih je bila o strašljivem robotu, ki izgleda kot pes, ki se je pojavil v realnosti v točno taki obliki, kot smo ga videli v seriji. Pred letom ali dvema sem spremljala novice o tem, kako bo newyorška policija zaposlila, v narekovajih seveda, torej kupila tovrstne robote, ki izgledajo še enkrat identično kot v seriji, da bodo pomagali realnim policistom pri svojih nalogah. Letos aprila so roboti psi izgubili službo v newyorški policiji. Ne vem točno, zakaj, nisem se poglabljala v novice, ampak možnosti je očitno ogromno, ne, zakaj pač je robot izgubil službo. Pa v spominu so mi ostale tiste epizode o nabiranju točk, ko
ljudje vse naredijo za nabiranje točk, da bodo v življenju potem zaradi več točk imeli boljše življenje, lepše življenje, boljšo izobrazbo, boljšo hrano, boljše obleke, boljše odnose. In strašljivo je, kako je vse zelo povezano spet z realnim življenjem. Se mi zdi, da je pustila vtis ali pa niti ne nujno, da se stvari dogajajo zaradi serije, lahko tudi obratno, ampak moj ultimativni hit na tem področju Black Mirror med leti 2011 in 2019. Sej Brooker bo še kaj napisal, po moje. Zdajle po moje piše ta scenarij, ta nove, ampak tako, kot je Ana rekla. Tako, kot si ti mogla, jaz mislim, da Metropolis je res sam to, da se naveže. Jaz mislim, je nora, kako vidiš, iz kje šablona pride. Pri drugih žanrih mogoče itak sem premalo videl, da bi to lahko rekel, ampak sci-fi sem pa res toliko videl, da enkrat Metropolis vidiš, vse potem zgleda, tako je, tudi to, kar bom jaz rekel, in to je tako, kot je Ana projekta, Blade Runner, to pa zato, ker zdaj, kaj je Dune ven pršel, od Denis Villeneuve, tako moramo reči, ne Denis, Denis. Neko agresijo imaš do francoščine. Ja, ne znam jo in pol je vse po spominu v narekovanju. Denis, ki je naredil tudi ta nadaljevanje Blade Runnerja, ki moram reči, je pa film, ki ne vem, zakaj obstaja, ker je res dober. Jaz ne vem, zakaj so dali denar. Jaz sploh ne vem, je bil hit ali ne to nadaljevanje, ker enka je itak propadla na začetku, čist ne enka je ratala kulčele pol, ampak omenjam ga pa sam zato, ker zdaj seveda tehnologija, pa ta distopija, pa androidi, pa stolpence, pa leteči avtomobili, vse to ok, ampak tudi enka, jaz sem gledal res en Blu-ray, tako res nek tak remaster Orang, to je mogoče en lepših filmov iz 80-ih. Zdaj, to je moje mnenje, jaz mislim, da težko. Blade Runner je ena, kar par težav zgodbo, bi jaz rekel, tako ni ta nek perfekten film, ki smo ga vsi čakali, kar se meni tiče, ampak ki ga pa vidiš v res neki normalni verziji, ne kot smo ga ponovadi videli v 90-ih na CRT televizijah, ki je pač bil samo ne pa mogoče robot, ki ga pa vidiš na enem velikem zaslonu, pa restauriran ga, je pa nora, kako lep film. In pol Valda Dickens je posnel celo dvojko, moram reči, da od vseh teh zdaj lahko rečemo franšiz, prvi del iz leta 82, drugi del bil 2019, še prej. Ja, tam nekje, da toliko časa mine, pa da dve stvari toliko stojita, je pa mogoče kar malo, mislim, in Filipu K. Dicku in Ridleyju Scottu, tako eno medaljo pa pokal zraven, da nekaj toliko stoji, in hkrati pol še ta premica do Metropolisa nazaj. Tako da jaz sklepam, da Blade Runner večina ljudi, ki tole posluša, že videli, če ga pa niste, pa res pogledajte. Prvo Metropolis, pa Blade Runner, mogoče v tem vrstnem redu, pa vse ostaro, kar smo imeli razen unih, ki morijo ljudi, ne manj tega, se mi zdi. Tega sci-fi-ja pa evo. Jaz mislim, da imamo super odbite predloge. Če se še kdo strinja, naj dvigne roko in sporoči, kaj gleda v letošnjem decembru. To je to, imamo vse. Če bi še kaj dodala, nama sporočite pravočasno. Ana Jurc in Igor Harp, hvala, da ste se oglasila. Hvala. Ej, Ana, Succession je ok. Pa ne vem, poglej, bom kaj kdaj povedala. Sicer so vse epizode tega podcasta na valjdu.si poševnica odbita, pa v vseh podcast aplikacijah. Hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcast, pa kaj vprašite, pa boste v odbiti. To je to. Se slišimo naslednjič. Še letos. Čau. Čau.